V tem videu bomo pokazal, kako se v bistvu izpostavlja izdelke. Izdelke lahko izpostavljamo v 4 kategorije, se pravi, lahko so neke novosti, top prodajni izdelki, lahko so akcijski artikli, to je druga skupina, artikli z brezplačno dostavo, tretja skupina in razprodaja, skupina razprodaje oziroma neki zadnji kos. To so 4 skupine, ki jih na spletni strani izpostavljamo. Če pogledamo na strani, na primer, imamo neke top izdelke oziroma neke novosti, imamo neke akcije in tako naprej. Se pravi, kako vržem izdelek med akcije. Izdelek vržem med akcijo tako, grem na izdelek, rečem uredi artikel in čim mu dam popust, 60% popusta, potrdim, pade izdelek med akcije. Dajmo pogledati. 60% popust. Bomo gledali po akcijah. Evo ga. Na prvi strani akcijski artikli. Vrstni red akcij urejam tako, da jih dam drag and drop, recimo tole zapestnico bom dal zdaj 10% popusta, bom dal na prvo mesto. Če dam refresh, bo tukaj na prvem mestu artikel. Temu, če pogledam to zapestnico, v dodatno imamo nastavljen, da ima ta artikel zastonj dostavo, da to pomeni, da smo ga vrgli v skupino z artikli z brezplačno dostavo in je tudi ta artikel smo vrgli tudi v razprodajo. To je 4. skupina. Ali pomeni, bomo rekli, da bom ven vrgel top izdelke in bom recimo noter vrgel izdelki z brezplačno dostavo. Izdelki artikli z zastonj dostavo na prvi strani. Lahko vržem vse noter, ampak zdaj, če bom v tem majhnem okvirčku, če imam teh artiklov 100, se bo v tem okvirčku pojavil 100 izdelkov, tega nočem, hočem sam pokazati tistih prvih 4. Recimo, artikli z zastonj dostavo na prvi strani, potrdim, kar pomeni, da se bo zdaj tisti izdelki, ki sem jih označil, da imajo brezplačno dostavo, se bodo tukaj pojavili. Naprimer, in tudi tekst se je napisal, brezplačna dostava. Zdaj, če bi želel dati ta izdelek v skupino brezplačnih dostav, enostavno kliknem ta izdelek, rečem uredi artikel, dodatno, in ga vržem izdelek z zastonj dostavo, potrdi, refresh in bomo videli, da se bo ta izdelek tukaj pojavil. Glede na to, tukaj imam top izdelke, akcije, recimo, da tukaj ne želim imeti akcij, ampak bom noter dal izdelke iz razprodaje, bom ven izbrisal akcije
in bom v ta nosilc s klikom na plus dodal noter opustna skupina na prvi strani, to so tisti izdelki, ki smo jih označili kot razprodaja. Potrdim. Se pravi, tukaj so vsi izdelki prikazani, ki imajo kljubico razprodaja. Naprimer, da bi želeli, da če ta izdelek, to rdečo oblekco v razprodajo. Ko to naredim, uredim artikel, dodatno in ga vržem v razprodajo. Potrdim. Refresh in se bo tukaj pojavljal. Tukaj se tem izdelkom pišejo tudi neki taki teksti, badži. V nastavitvah pogoji spremna besedila imamo tudi tekste. In v primeru, recimo, tekst, ki se pokaže na artiklu v primeru zastonj dostave, ker smo ga označili, da je artikel zastonj, da ima zastonj dostavo, se bo ta tekst gor napisal. Se pravi, brezplačna dostava. Ne? Lahko bi napisali, na primer, dostavimo brezplačno. Ne? Potrdim. Se bo zdaj ta tekst posod spremenil. Ne? Dostavimo brezplačno. Se pravi, akcijske artikle označimo s popustom, brezplačna dostava v dodatno sklopco in razprodajo z dodatno kljubico. Razprodajo lahko vržem tudi hitrejši izdelke noter, naprimer rečem, da noter razprodajo padajo vsi izdelki, ki imajo popust večji kot 5 in imajo maksimalen popust, ne vem, rečemo, kaj se rada, rečemo 90, prvi. Bomo zdaj noter vrgali vse izdelke, ki so imeli popust med 5 in 90%, ko smo hitrejši dodali izdelke v razprodajo. In se bojo zdaj pokazali tukaj v posebni skupini kot razprodaja. Kako pa se pravi, znamo nastaviti dostave, znamo nastaviti posebno skupino razprodaje, imamo pa tukaj še top izdelke. Top izdelki so lahko ali top ali pa novosti, ali pa kakorkoli želite pač poimenovati. To je pa tista prva skupina in jih označimo v prodajnem programu. Tukaj so zdaj v bistvu vsi izdelki v skupini oblekice in vidimo tukaj kolona novo. In tam, kjer je označen semaforček zeleno, ga označimo kot novost oziroma top izdelek. In zdaj poimenujemo to prvo izpostavljeno skupino novosti, ki si pa lahko v nastavitve v prevodih top izdelke recimo preimenujete v kaj drugega, ne vem, recimo novosti. Ne? Prevodi izdelki, zdaj pisanje novosti. Dobro. To je bilo vse, kar se tiče izpostavljenih izdelkov, če na hitro ponovim. Novosti, prva skupina na seznamu artiklov v prodajnem programu.
pod kolono novo. Potem imamo posebna skupina oziroma razprodaja, spet v prevodih to preimenujem lahko zadnji kosi naprimer, ta razprodaja. Se pravi, razprodaja, prav v artiklu imamo dodatno kljukico razprodajo. Potem imamo še brezplačno dostavo, kljukica brezplačna dostava dodatno pri artiklu. In potem imamo še akcijski artikli, to pa je, če damo artiklu popust, pade v skupino akcijskih izdelkov. To je to.